Šok. Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Moj današnji gost je zabaven, velja za eno najbolj vročih imen stand-up scene. To sem prebrala na internetu. Zato sem jaz napisal. In je eden redkih moških, ki dobi aplavz, če samo pove, da je postavočka. A ne? A si bila na moji predstavi? Ne še. Ne še, ok. No, zdaj že verjetno veste, da je moj gost Vid Valič. Vid, dobrodošel. Da. Za začetek eno vprašanje. Si se naspal danes? Tako. Kaj to pomeni? Ne vem zakaj, ta mala drugače zdaj začela spati, že 2 meseca, pa tako je zelo močno vzor, da spi od 8 do 8, kar je nekaj najboljšega. Zdaj so pa mi z moje začela nekaj drugega dela, da takrat, ko imamo zdaj frej čas, kar podaljšujeva, ne. Kako pol ceniš ta čas zase, ne? Ja. Ampak še zmeraj treba pol ob 8 zjutraj vstati, ne, pol tako pol 2, že zdaj gremo spat, dosti tega, razumeš, tako da. Je pa za vami to stanje nespečnosti. Ja, hvala Bogu, ja. Ker moja, ker je še dojila, pa tako tisti, sploh se nočno predstavljati, koliko je to naporno, če te nekdo zbudi tako tudi do 8-10 ta noč. Razumeš, da je bila to neka oblika mučenja v taboriščih, da so jih zbujali nepričakovano. Tudi v vojske so se nas zbudili, ene parkrat nepričakovano, zakaj sem pa tle, zakaj nisem doma. Ni prijetno. No, sem vesela, da se je spanje izboljšalo. Ja, luštenje. Zdaj bi te pa prosila, no, tako kot vsakega gosta, si prinesel 3 take osebne predmete. Pa če kar poveš, kaj si prinesel. Ok, prvo začnemo z biznisom. Zdaj, malo sem zafrknil. Hotel sem prinesti klapo od serije zadnjega snemalnega dneva serije Vse punce mojega brata, ki sva midva z mojim bratom Domom napisala, pa pač kreirala, pa tako naprej. In sem prinesel eno drugo klapo, ker smo nekaj snemali zdaj pred kratkim, ampak ni važno. Niso šteje, ker ni, ker to smo nekaj sam probavali, ampak niso šteje, tako da tam vam vse lepo podpisali, ful je dobro, tako prinesel sem predmet, zdaj vam moram pa opisati predmet, ker sem ga hotel prinesti. Skratka, gor ful lepo piše Vse punce mojega brata, pa vsi so se mi podpisali, cela ekipa in igralska, oziroma igralska še mislim, da ne cela, ampak tehnična, ker smo naredili 3. sezono skupaj. In to sem prinesel predvsem zato, ker mi pač veliko pomeni, da nam je z bratom uspel prepričati in Pop in Vojo in potem ustvarjalce, ki so delali z nama, da smo lahko ta projekt speljali pa naredili. Tako 3 sezone nekega sitkoma, na katerega so lahko ponosni. Kako pa je delati z bratom? Je lažje, težje? Je več prepirov, si bolj iskren? Bolj si iskren zagotovo, mogoče je manj diplomatizma, ja, pa več tako imati. A rešuješ kakšne družinske travme s potom? Ne, to rešle. To se je že po moje rešila. Ja. Ampak super je zato, ker je bila to tako najna želja že odprej. Res pa si želela tega, smo gledala Friendse, pa Seinfelda, pa Will Smitha, te Prince iz Bel-Aira, pa to. In je bilo, da bi to. In zdaj, ker nam je ratar, so tako pomirjena. Zdaj, ne bom rekel, da zdaj lahko umreva, ampak sva pa na dobri poti. Pa pripravljate še kakšne projekte, mogoče skupaj imate? Skupaj zdaj še ne, zato, ker doma ima tudi ful nekih drugih projektov na odru, pa tako, pa jaz pa isto, ampak zikar bo še kaj. Veš, zdaj sem imela Vse punce mojega brata, pa veš, pa imamo lahko Vse žene mojega brata, Vsi otroci mojega brata. Kako vas nadaljevali? V milijonih je. Ideja je vedno dovolj, sam dobiti nekoga, ki ti bo dal denar za to, je pa drugo, ja. Ok, drugi predmet? Drugi predmet je strgan liš, oziroma to gre na nogo, to je od surfanja. To je bil moj prvi liš, ko sem ga kupil, ko sem začel surfati, ko sem se odločil, zdaj pa jaz bi to rad me uživam v temu, valovi me kličejo in sem ga imel zelo dolg časa, v bistvu, dokler se mi pa ni enkrat strgal. Tako da sem mogel, vsi tisti, ki so kdajkoli surfali ali pa probali surfati, vejo, da če se ti strga liš med tem, ko si v vodi, to pomeni, da deska gre in ostaneš pač plavajoči, lepo, in zdaj, če si tako 200 ali pa 150 metrov stran od obale, pa oren valovanje, malo te je tako, ne, ampak pa se pa spomniš, se znam plavati in potem pač odplavaš, pa lahko izkoriščaš pol valove, veš, se zravnaš, ja, pa te tako malo ponese. To je to, ker sem surfanje, z bratom smo v bistvu skupaj šla prvi surfati, tam 2010, in tako me je zagrabili. Spomnim se, po moje, tam mene 11. dan, tako malo muskel fiber je šel stran, ta neka utrujenost, malo sem že zaštekal, kaj gre. In smo bili tam, mislim, da po mojem ob 6. zjutraj že v vodi.
enega vsekanga surf inštruktorja smo imeli, ki nas je gonil zjutraj, ampak full fajn. In sem imel val in je bila veš, kaj ta bonaca, ker res ono, kaj žamete, razumeš, se pelaš in se vse, ujel sem val in sam vse je utihnil, sploh nisem več slišal valovanja, slišal sem desk, kako je kot in ti se peleš in takrat me je zagrabilo, tako da to mi veliko pomeni. Koliko je danes časa za surfanje? Kako? Še kaj surfaš? Ja, vsak dopust. Ja. Jaz imam aktivne dopuste, zato ker pač ne moram jih ful ležati na plaži in mi je to super, da greš lepo na plažo, podsurfaš, pa kaj prebereš, pa se igraš. Zdaj svojo večerko, kaj je že toliko stara. Put se bo malo spremenil. Zdaj komi čakam. Ne, vse je društvene, ful se je fajn spremenil in to smo že pri tretjem predmetu, ki ni to predmet, ampak je v bistvu slika ultrazvoka. To je bilo prvič, ker sem jaz v bistvu zavedel, da bom oče in da zvija, da se maternica od moje drage smeji. A ni? Ne. Smeji se. Tako da tle nekako ta moment, tle se je nekako vse skupaj. A se je tukaj spremenilo z rojstvom? Tle se je spremenilo. Tudi z rojstvom se je marsikaj spremenilo, ampak tle se je pa predvsem spremenilo to, da se vse se nekako zložili skupaj. A veš, prej imaš nek kaos v glavi, v življenju, vse tako, tle pa je to prišlo in sam in je bilo kar enkrat vse prav. Nekaj sem poslušala, da je tvoja draga prišla v tvoje življenje, ko sem bil razčefukan, si uporabil besedo in da se vse nekako sestavilo. Je bila tvoja rešiteljica ali sta drugega nekako? Pa na nek način, predvsem prinesla mi je v življenje tisto, po čemer sem hrepenel. Pa pač s prejšnjimi vezami mi tega ni uspelo doseči zaradi teh in drugačnih razlogov. Ona je pa prišla in kljub temu, da na začetku ni izgledalo, da bi to lahko bilo karkoli, se je pa to kar počasi skozi neko prijateljstvo pa to razvilo v nekaj ful lepega in v to, da imamo zdaj družino skupaj. Jo pa zelo skrivaš tudi, hčerkino ime skrivaš pred mediji, zakaj se odločil? Skrivam. Pač skrivaš. To vi rečete, da skrivaš. Jaz ne skrivam, sam pač nisem povedal, ker pač moje mnenje je, da se bo ona odločila, da se on hoče predstaviti ali ne. Kaj če ona hoče biti, ne vem, neznana, ne vem, računovodkinja. Upam, da ne, ampak pač moram ji pustiti to odločitev. To je tako, da bi jo, ne vem, zdaj dal takoj v cerkev. Ne, v to religijo boš verjela. Ne se sama odloči, kaj bo verjela. Kakšen oče pa si oziroma hočeš biti? Kakšen hočem biti? Hočem biti lih prav strog, predvsem pa hočem, da me bo na koncu vsega spoštovala. Pa da bo vedela, da ima vedno zavetrje pri meni, pa čustveno, pa finančno, pa moralno podporo. Kako pa ste se s tvojo drago pripravljali na ta prihod dojenčice? Ste obiskovali kakšne šole za starše? Itak. Na ta moderni pristop, pripravljena na vse scenarije, porodni načrti? Ne, to bi dali še zelo veliko so brala, ker ful je zanimivo, ker enkrat se začneš pogovarjati dojenčku, Instagram, Facebook, pa vse te stvari, začnejo ful enih člankov metati. Kaj da bi ti prisluškovali, ampak ne, to je teorija zarote. Kar je kar čudno ratalo, a ni zanimivo, kako je teorija zarote ratala zdaj nekaj slabega. Ker enkrat si debil, če pomisliš na drugo žogo, pa ne verjameš vsega, kar ti mediji povejo. Ko? Daj pa se to zgodilo? Ti preklet teoretik zarote, je žaljivka ratala. Ampak tako pa če živimo v svetu, kjer je COVID najsmrtonosnejši virus, kljub temu, da poznamo ebolo, pa AIDS, tako naprej. To so detajle. Predvsem pa, kar bo vprašanje, da se me odpela nekam prijam? Koliko ste se kaj pripravljali? Sem se pripravljala? Ja, sem preveril, če ti veš. Šola za starše sva šla. Prav to uradno od UKC, ta porodnišnica Ljubljana kar slovi že nekaj časa po kvaliteti, po neki naprednosti, ne samo v Sloveniji, v Evropi, ne. In pač mi da živa 10 minut vožnje stran in je tako, super, gremo in te smo imeli eno Gordano, ker je bila genialna, veš, kako ne se, super predavanje, duhovita je bila, povedala ti je tako, ne se zafrkavati, razumeš, prav tako, enkrat nam je rekla tako, pogovarjajte se z otrokom, je to jasno? Ne mi, da gledam te mamice, ki pridejo po otroka v vrtec, a vleče onga bozga reva otroka, a priča po telefonu, pa ga vleče za sabo, da on štorkla s tistimi nogami sami. Pogovarjajte se z otrokom. Ko noben od nas še ni imel otrok, v predavanici, ona nas je napizdevala vnaprej. Slučajno.
Preventiva. Super, res, ta šola za starše je res dobra, kvalitetno narejena. Edino, kar je mogoče manjkalo, oziroma sem pol kasneje ugotovil, je pol dejansko, ker pa zdaj otrok star, oziroma dojenček star tam 3 mesece, 6 mesecev. Tega bo pa malo premalo noter. Bo bolj pred porodom, porod, takoj po porodu. Zdaj, malo teh izkušenj in dogodkov si vključil tudi v stand-up. Koliko deliš teh porod, nosečnost, koliko deliš tega s publiko? Kar veliko. Ja. Kako pa tvoja draga to komentira? Veš kako, vse, kar sem dal v predstavo, sem preveril, pa če vprašal, te to kemo, to ono, tretje, lala. Ona je zelo odprta, zelo rada se zafrkava, tudi na svoj račun, kar obožujem pri njej. Da je zmožna se hecati na svoj račun. Tako da mislim, nič tazga ni noter, kar bi ona, da bi jo ali sramotil, ali žalil, ali kaj tazga, ker te tazga materijala itak ne bi niti delal. Si bil zraven pri porodu? Ja. In kakšna je to izkušnja zadnja? Res mislim, mene bo, pa če nimam problema s krvjo, pa s temi stvarmi, pa tudi videti intimne predele moje drage v tako povečanem stanju, ampak ne, res mislim, kaj ženske morate, res po tem, kar sem videl, sem dobil novo spoštovanje do žensk, do tistih, ki so rodile, ostale fuck off. Ne, pa gre to mater vola, reči, pa koliko časa to traja, to je predvsem to, ne. Kako je res to moje, še pač, ker je pač plesavka, pa tako, pa je to pa vse tudi noter, vse bolj te globoke medenične mišice, to vse bolj drži, ne, in imela je tudi nek poseg na materničnem vratu in je potem se maternične vrat je malo bolj tolk, del časa traja, da se odpre. Jesus Christ. In potem, ko si prijel to malo štručko, si zajokal? Je valjda, že prej, to sem dal tudi v stand-up, da kar ne nehaš jokati, da si nisem predstavljal, da bo to kenga jok. Dojenčica niti ne, jaz pa skozi. Ne vem zakaj, vse to pričakovanje, ker si svojo drago, pa ne vem, jo bodriš, ki je utrujena, pa prenašaš ta hormonska nihanja, ki jih imajo nosečnice. Ne vem, če imaš kaj otrok, dva, pol veš, če govorim. Ker to je to je tako res, tako da imaš metal fana, pa pop fana v enem, pa se odloča različno. In po vsem tem pričakovanju, po vsem tem času, pa se to zgodi in da pa nista več sam vidva, da pa ne greva lahko kamorkoli, pa sem došla kamor, da se pa rutina, urnik, tlesa za to bitje mehno. Naslov tvoje predstave je Strast, dojenček in rom-pom-pom, če ne motim. Koliko je pa te strasti ostalo po porodu? Med nama z drago? Kako jo ohranjata? Vseeno nekako fokusirati? Strasti je ogromen, sam pač utrujenosti je toliko več. Pa, se veš, libido je najmočnejši takrat, kadar si spočit, kadar ni stresa, kadar se dobro voli in tako naprej. In pač pri mehkem dojenčku, ki ne spi, je tega stresa veliko, tako da je pač seveda manj pade. Nikoli si nisem mislil, da bom seksal samo 2-krat na teden, če bom živel z žensko, ampak tudi do tega pride včasih. To je cena tega. Cena tega, ja. Pa si vzameta čas zase, greš ta kdaj na kakšen stand-up mogoče? To ne. Ne? Oziroma razmišljal sem že, da bi šel nek koncert, ampak pazva tako res, oziroma pazva, pač vsake toliko časa padeš noter v delo, pa delaš nekaj, pa otroke skrbi, pa in kar enkrat mine 2-3 tedne in tako, gremo mi do nekam in tako, danes smo zmenk. Jo pelam, ne vem še kaj. Kaj pa je drugače? Hodiš ti na kakšne stand-upe? Kaj te nasmeji? Kaj nasmeji nekoga, ki se ukvarja s komedijo? Jaz ful gledam komedijo, tako reč. Mogoče nisem najbolj, kako bi rekel, kredibilen glede tega, ker sem že toliko enih različnih for videl, narejenih na različne načine, da pol zdaj iščem že malo nekaj čist druge, ampak predvsem, kar me nasmeji, je iskrenost. Tako v smislu, da je nekaj res iskreno. Zelo veliko se dela zdaj generično, ne? In to je smešno. In pa narediš to, in to je kao smešno. In potem castingi se včasih tudi naredijo zelo na hitrico, ko vidiš, da v bistvu so dali te osebe noter, ne govorimo o našem prostoru, govorimo o ameriškem prostoru, so jih dali noter samo zaradi
ta tok znan, zdaj bojo pa skrb drvane. In to ni res, tako da nekaj najlepšega, ki najdeš nek ta džem, veš, kaj je tako res, vse klapa, vse je narejen dober, pisci so dober naredili, dober casting je, igralci so že sami po sebi duhoviti, ne, tako da take stvari iščemo. Je komedija obrt, ki se jo lahko vsakdo nauči? Ne vem, če bi se jaz odločila, da hočem biti smešna. Je to nekaj, kar se lahko naučiš, a se moraš roditi malo talenta? Ja, ne, nič talenta ne rabiš, res, vsak se lahko nauči to. Oziroma, kako odkriješ ta smešni del sebe? No? To noč, kaj ti nočem da vedeti, ja. Kaj, le, nimaš šans. Ne, veš, kako je? Če mar timing, je to že zelo veliko. Sprav, da razumeš, kako povedati foro za to, da bo smešno. Ne? To je nek občutek, nek talent, po mojem. No? Ker sem pač, veš, ti imaš zagotovo nekaj ljudi v svojem življenju, en ti pove vic, pa umreš od smeha, en drug ti pove vic, pa si tako že na polovici. Ja, ok, ali rok poveš, prosim, do konca. Ne. Najslabše, ko veš konec vica. Ali pa to. Ne samo, da veš konec vica, veš, koliko je dober konec vica in koliko slabo on pripravlja, da bo povedal ta konec vica. Okay. Ja, tako, da se pripravlja. Tako da ja, ta generičen način, to je tudi ful pazen, da pri sebi, da vedno, včasih veš, kad delaš na odru pa tako, ali pa kjerkoli se ti zdi, da pa poveš fora, ne, pa se je bila povedana fora, ne, ampak ni, mora dihati to, mora biti žmoh, mora biti ta prava interpretacija vzadnji, ta pravo čustvo, s katerim poveš. A pa se mogoče spomniš svojega najslabšega nastopa, ko se noben ni smejal? Ja, itak. Imamo ene par takih. Ja, to ni. A je to nočna mora komika? Da je tišina, da bi slišal iglo pa? Alkohol, pa travo, veš, zapor. Potlačeš čim. Ja, da potlačeš to slabo energijo. Ne, veš, kako je, itak, noben si ne želi tega, da ne bi šel čez, ampak ni vse od tebe odvisno. Včasih prideš v nek ambient, veš, naprimer, jaz sem enkrat delal za dom za upokojence, sem delal predstavo Tvoj bodoči bivši mož, meni se zdi, da je nič ni v redu. Da je zelo malo smeha, če je bil Mogoče te niso slišali? Ne, sem imel mikrofon, zato pa ni bil to velik prostor. Ne, ampak še zmeraj so ljudje starejši, nad 80 let, ne, se pravi, on se ne krohota več tako na glas. Ne. Ker aplavz po predstavi, ki sem ga dobil, je bil čist nesorazmeren z odzivom, ki sem ga dobil med predstavo, ne, ker je bil ful močen in ful bravo in pa so mi hodili mi čestitali. In pa še se, tako, ok, se pravi, nisem drugače spremljal, se pravi, to, kar jaz nekako hočem dobiti od publike, tle ne morem dobiti. Ne? Ali pa ne vem, kakšna poslovna zabava. Veš, pa pač prideš v sobo, kjer je, se spomnim prav enkrat, za neko podjetje sem delal in se prišlo in tako 70 sivih glav moških. Se pravi, 70, 60, 70 let starih tipov, ker jim nič ni več smešen, razumeš? A veš, kaj mislim? Moški, itak, ženska se bolj na glas smijete, pa to moški tako, ne? Moški so bolj, pa to, ne? Matažen se matro, hvala Bogu, da je bilo samo 20 minutni nastop. Pa je bilo tako, na začetku sem jih dobil, so se nasmejali, pa sem šel nekam, pa ni bilo neki všeč, pa tako pa zelo smo tam. Gledam ženske noter, po mojem bilo je vsega skupaj 5 žensk, teh sodelavk njihovih, ali tajnic, ali karkoli so pač bile. Mislim, da je bila ene 2 iz uprave, pa načeloma neke tajnice, no, in se režijo, ampak se režijo tako. Zato, ker za vseh ostalih, ki se niso toliko smejali, se one niso hotele pol smejati. Jaz pridem tako, a vam ni bilo všeč, kaj je bilo? Tako, ne, ful je bilo dobro, sem pač stari se neki niso smejali, pa se tudi meni. Tako super, hvala, razumeš? Ste direktor ne smeji, ne? Ja, še te, jaz sem videl ljudi, ki se smejijo takole. Nobenega zvoka, razumeš, niti dihanja ne slišiš. In zdaj pa predstavljaj se, da dobiš, veš, ne vem, neko skupino, ki jih je veliko takih, ne. Pač ni smeha, ne, in ne dobiš tega feedbacka, in misliš, to je zdaj, pa to sploh plačam, imam dobo in tako naprej, ne, ampak na koncu vedno ta aplavz na koncu nastopa pove karkoli. In tudi take nastope moraš imeti, da te malo streznejo, da, veš, ne vem, enkrat stopa se spomnim, super sezono sem imel in zdaj me kliče, doma moj brat je zbolel nekaj, bi mogel imeti predstavo v Nuku in je zbolel in bi lahko ti v letu namesto njega, a veš, da ne odpovedujem, sem rekel, ja, pa ti ljudje vejo, ja, pa se jih bomo obvestili, pa tako ne, in seveda, mislim, mogoče so neko obvestilo nekam napisano, ampak ti ljudje niso vedeli, in pa najprej sem jim povedal, zdaj oni so prišli gledati čist nekaj drugega, pričakovali so čist nekoga drugega in pridem jaz s stand-upom, ne, brat imel pa komedijo, ne, nek zapornik, tako pa v nekih različnih likov je delal, pa tako ne. Bojo tudi, mislim, da je bilo vsega skupaj 30 ljudi, ne, v Nuku, ki je plat za 200, ne, kaj se nam matre.
res pa pol improvizirati z njimi, pa jih malo dobiš, pa super, zdaj sem jih malo gremo na to temo, pa spet se nazaj potegnejo, pa tako, veš, konstanten ta, zaupite mi, sej bo smešen, dajno. Tako da, So tekle potne sage. Ja, to, kdaj vem, da res moramo delati na stopje, ker začutamo na švic, ki mi teče po hrbtu. Ja, ker je ta nek adrenalin, ker tako ne boš se imel fajn danes. Danes boš delal. Kaj pa trema? Je trema vedno prisotna, je pomembna, preden greš med publiko. Veš kako, zdaj jaz vam tremo večinoma samo, ko delam nov material. Nov material ali pa, da delam nek nastop, ki ga nimam ustaljenega, pa sem ga mogel nekako skupaj zlimati, pa je zelo veliko ljudi, ali pa je zelo pomemben, ali pa zelo prepoznaven nastop. Takrat je pa neka ta vznemirjenost, da jih gremo delati. Tako pa, ker so pa predstave, pa tako potem, ker to rade ustaljeno, pa ni več te vznemirjenosti. Je adrenalin, ko si na odru, to ja, ampak... Kako pa se stiraš te nove šale, joke, med prijatelji pred... Zgor na odru in se stiraš? Ni druge. Nimaš druge variante. Mislim, lahko malo kaj... Ne, lahko malo kaj med prijatelji pa to, ampak zares ne dobiš to pravega. Ne, ker dobiš nek občutek, je nekomu nekaj smešen, pa to mogoče, no, ampak zares testiraš na odru. Kako pa je Vid Valič med prijatelji? Vedno pričakujejo, da bo zabaven, da bo stresel šale. Da je ta občutek, zdaj mora biti smešen. Ne, to niso pa prijatelji, to so pa znanci, ki so... Ne, prijatelji smo jaz izbiram take prijatelje, s katerimi se lahko zafrkavam. Tudi moja draga je tudi se ful rada zafrkava in se konstantno se kaj, tudi mi dva drugega malo prcava ali pa se sam pa zafrkava in smijiva glede nekaj. Jaz izbiram krog ljudi, ki ima rad dobro voljo, ki je optimističen, tudi če ima pesimističen, ki načeloma živijo svoje življenje na optimističen način. Kaj pa te mogoče na zadnje nasmejalo do solza ali pa res nasmejalo iz srca? Mislim, da je bilo, ker moja hčerkica mi prvič radila. Rej? Ja. Škakaj lošte. Skozi delam tako nadaljavo in pa sem jaz tako poklical se po imenu, jo pokličem in ona se vrne in radi, tako samo od sebe, tako prej sploh nisem nočen, ne vem, če sem se toliko smejal, kako sem se skoraj jokal, ampak ja, nekaj tega, ne, se nasmeja na me. Naval čustev. Ja, tako tega. Kako pa se mogoče spremenil tvoj pogled na svet, odkar si očka? Kako ga doživljaš? Kakšen svet pošiljaš svojo? Nažalost se mi zdi, ker mikrofon na žice, ampak zdaj se mi, da se moram še bolj angažirati glede tega našega okolja, pa to, pa veš, te naše politike komentirati, pa veš, ne, zlagasti se, veš, biti unka je tako, to ni res, to lažete že vaš čas, ali pa, rekli ste, da bo to, pa ni, ne, zmotili ste se. Ko se mi zdi, zato, ker se mi zdi, da je naša država, v katero sem se rodil, da je v bistvu ful je varna, dobre nastavke za neki, ki bi lahko res bilo lušten, ampak te baštardati si, razumeš, hočejo biznis delati, hočejo te milijone imeti keša, veš, preprodajati, to na tretje. In se mi zdi, da boš sam zjeba stvari, da bomo sam kar naenkrat nek tak približek Amerike ali pa neke te Evrope, z vsemi politikami, če gledaš. Ne. Pa si kdaj razmišljal, da bi se sam angažiral v politični? Ne, to ne, zato ker vidim, kakšno igrišče in bi strelil, po mojem. Ja. Res, jaz sploh ne vidim, jaz se ne bi pogajal. Tudi pogovarjal sem se z ljudmi, ki jih poznam, ki so šli v politiko, mogoče iz igralskega poklica, pa v politiko. Sem rekel, kako je, ne, enkrat sem srečal, pa kako je, ne, a je zopra, ne, opozicija meče polena pod noge, pa to pa rekla, kakšna opozicija, to pričakuješ. Svojih vrst, ki ti mečejo polena pod noge, to je tisto, kar ne razumeš. Ne? In tako, ko vsak ima neke svoje interese, ker nobenemu zares v politiki, oziroma redkim v politiki, opazil sem na tem lokalnim županom, pa tako naprej, a veš, res hočejo stvari spremeniti, pa tako nekateri, ne? Ampak večini, vse te, ki jih skozi gledamo po televiziji, ki so nekako ti aristokrati naši, njim gre samo za biznis, njim je čisto vse. Imaš levičarko, razumeš, gre v evropski svet, pa glasuje kot ortodesničar. Čakaj, kaj? Ampak ona glasuje, zakaj? Zato, ker je biznis, ker sam biznis se gre. In to me začne matrati, ful.
Tako res, ker vidim, da se veš oža se ta nek nadzor, vse to tako, ne vem, da je to samo moj občutek, da so imeli moji starši isti občutek, ampak oni so odraščali v svetu, kjer se podarja bratstvo, čast, enakost in tako naprej, ne. Ajde, tudi v svetu, kjer pač jaz kot komik bi pristal najbrž na Golem otoku, če bi se delal kaj norca iz režima, ne, ampak ta kvaliteta življenja, ne, oziroma socialna varnost, ne bo neko kvalitete življenja, pa socialna varnost je bila pa boljša, ne, kakor je zdaj, ne. Torej politika ne, vsaj zaenkrat, če ne. Nikoli. Kaj pa bi počel, če ne bi bil v... Ali bi mene ustrelil, ali bi pa jaz koga, res presežem. Ne moram, ni šanse. Reč ostanem komik, pa igralec, pa pač komentiram, pa sem komentator, pa s tem upam, da premaknem kaj. No, kaj pa bi počel, če ne bi bil komik? Je obstajala kakšna B varianta? Na eno obdobje sem imel, ker sem bil tako, mogoče bi bil pa turistični vodič, ker sem delal takrat za kolegijum, pa se mi je tako zdaj kot nek tak. Zanimivo. To bi tudi počel z veseljem, najbrž, ne vem, koliko časa, ampak ja, to nekako je bilo. C variante pa mislim, da ni bilo. Ne. Si pa vseeno iz družine, ki ti je neko nastopanje položeno oziroma, ne? Ja, mislim, zelo oče, dedi, tako vsi so zelo, tudi babi, naprimer, bila zelo nastopača, taka cukrotivna delo profesorca slovenščine oziroma učiteljica slovenščine, bila zelo tako, tudi ta druga babi, vsi so bili tako, vsi zelo ekspresivni, pa tako, ne. Kdo pa je imel ta izrazit smisel za humor? V bistvu oče in oba detka. In mami isto, sploh ne moram reči, da ni imela. Živel sem res v okolju, kjer so se vsi radi hecali, vsi so se, veš, foter je imel fora te speljanke, veš, ne vem, jaz sem prišel, pa Guns N' Roses, Axl Rose, ne vem, foter je imel, kdo je ta Axl, veš, pa Oprah je bila Ofra, veš, in se skozi malo tako neki norca delal, dedi isto je imel neke take, spomnim, ko smo sedeli za kosilo, zapravo dedi Vater po mamini strani, on je itak skozi lice govoril. Skozi. Eni so bili kar sočni. Eni so bili dobri, eni so bili pa sočni. Ta drug dedek je imel pa te za vogale. Spomnim, sedimo, po mojem bil takrat star že 93-94 let. Starejši, ki je bil, on je umrl pri 96, ne? In starejši, ki je bil, bolj je bil tiho, bolj je bil, veš, malo počasnejši in tako naprej. In sedimo in babi me sprašuje, jaz grem pa v Maroko, zdaj čez 2 tedna, pa tako, veš, se pravi, 1 uro že sedimo pri kosilu, on je tiho ves čas. Tako mogoče je kaj rekel, ker so ga na začetku vprašala, ostala pa tiho, je mirno, posluša, gleda in tako. In pa me babi sprašuje, in jaz rečem, v Maroko grem čez 2 tedna in tako babi, kje pa, oziroma mislim, da se rekel Marrakeš, ne, v Maroko in on, kje pa je to? In samo on, za vokalom. Pa tisto je, razumeš? Tako da se mi zdi, da sem definitivno podedoval, čeprav je ta timing, ta občutek za komedijo. Ok, zdaj počasi se bližava koncu najnega pogovora. Ja, se mi je zdelo, ker ful govorim skozi. Ja, vse, to je na me. In jaz zmer za konec pripravim 3 naslove, ki bi jih mogoče lahko v našem gostu brali v medijih oziroma, ne vem, na spletu, v časopisih, pa boš pokomentiral, če je možno, da bomo to brali. Ko malo pogledamo v prihodnost. Ok, da vidimo, kako me vidiš. V prihodnosti. Kako me ti vidiš v prihodnosti. Oziroma kot osebo. Brata Valič pripravljata veliki spektakel, napolnila bosta Stožice. Zdaj to je že malo, nekdo bo prehitel, sicer s komedijo. To so nas že prehiteli. Se sta bila že za nas Palado, sta pa tako 12, tako da ne, 12. Ja. Bi šla z bratom v kakšen mega spektakel. Zdaj skupaj sta že vodila oddajo, imela sta tole serijo. Bi šla. Če bi bila dobra vsebina, pa tako definitivno, če bi bil dober naboj, zagotovo. Ja, ne vem še kako, na kakšen način, pa kaj. Tudi ni mi ful pomembno, da jaz na polnem Stožice ali pa kaj takega. Kaj pa je svet igral stand-up komika? Nasmejati ali napolniti nek velik prostor? Veš kaj, mislil sem, da je to, napolniti en velik prostor, pa sem pa se bolj zadičal, ker sem nastopal v Stožicah, v Tivoliju, pa sem imel tam 4500 ljudi pred sabo, pa mi je bilo tako, wow, veš pa to, ko sem pa ne vem, da sem tam dobrodelnik, ki je bil na Kongresnem trgu. Naj bi bilo, ba je po besedah organizatorja, to veš, da boš vedno 3000 folka stran odštet, da bi bilo 10.000 ljudi tam. In je bilo res je bilo noro nastopati, res je bilo more ljudi. In je res, da sem to zdaj že doživel, ampak meni je svet igral tega, da bom pri 70-ih dal ven predstavo, pa bom lahko še zmer naredil 50 do 100 ponovitev.
rečemo, v eni ali dveh sezonah. To sem ugotovil, da mi je to svet igral. Tako da ti neki, spektakel, napolni to, nehal mi je zares nekaj pomembno. Okay. Ja. Potem drugi naslov? Ja. Daj malo bolj zaseben. Veličasta poroka Vida Valiča, smeha ni manjkalo. Ja, valjda. Ja, sam ne bojo v medijih. Poročal se bom, ampak ja. Nobene fotke ne boš delil? Ne verjamem. Škoda. Ne verjamem. Ne, to so neke moje osebne stvari, pa tako se mi zdi, da to ljudje, zakaj bi jih to zanimalo, oziroma tisti, ki pa jih, pa bojo itak se odločili, kako je bilo. Pa si predstavljaš, da bo vajna poroka tako romantična, da bo tudi kakšen zabavni vložek, stand-up. Si predstavljaš, da vama najamajo za presenečenje, ne vem, Godlerja, kaj sem nekaj komedijanta. A da bi naj prišel malo roastati? Ja. Pa ja, super, jaz sem obožujem presenečenje, pa tako spoče se zabavno. Ne vem, predvsem si predstavljam, da bo ful dobra žurka. Tako si predstavljam, jaz najbolj poroka. Poroka je nekako, jaz sem tako, nekaj sem to prebral, se mi zdi, pa slišal, da je kao poroka je proslava ljubezni, otroke pa proslava zakona. In mi da sem malo to zamešala, ampak mi da proslavljava pač, vse ni važno, v kjerom vrstnem redu, pač proslavljava, tako, predvsem vidim kot žurko, pa za frakancijo, pa tako. Okay. Pač kaj bi rad bi to, mislim rad, pač super bi bilo, da bi nekako to malo to, veš te avtohtono slovenske poroke, veš te fore, ki moraš ti prijeti iskati. Šranga pa to. To, ja, pa moraš prijeti, veš, ti iskati, pa moraš se boriti, pa odgovarjati. Kad sem kot otroka, pa tako zgodaj najstnik sem bil pričan, taki poroki mi je bilo ful všeč. Taka zabavna. Mora biti dober pripravljen, ne zdaj neka hodrska varianta. Organiziran. Zdaj bo pet na kolena, pa veš to pa... Vidim, da še nismo imeli veliko vaških porok. Sem bil, ampak sem bil na to dobrih. Na to dobrih. Mislim, s temi, ki so imeli domišljijo dejansko. Ok, potem imamo pa še tretji naslov. Hčerka Vida Valiča po očetovih stopinjah stand-up ima v krvi. Želiš, da bi se, oziroma bi jo podprl pri tem? Jo. Ženske so nekako zapostavljene še v Sloveniji v tem. Zapostavljene? A misliš, v smislu, da niso predstavljene? Te pa se imamo nekaj žensk. Veliko. Ja, ne vem, zakaj se ženske tako ne odločajo za stand-up komedijo. To tudi Amerika, Anglija je veliko bolj moški šport. No? Se mi zdi, da ženske ste toliko bolj čustvene, da drugač moški bi se da to bolj delamo, zato ker hočemo pozornosti, ker moški zagotovo dobijo manj pozornosti kot ženske. Ne? Ženske pa veš, se ima neko oblekco gor vržeš, pa je že nekdo. Moški tega nimamo, tudi če se ne vem, koliko zarihtaš. Če kakšen tip ti bo prišel, kako benče imaš, veš, tako da... Ampak ja, karkoli bo hotel delati, jih bom podpiral. Sploh ne pričakujemo ne, da bo igralka, ne pričakujemo ne, da bo komičarka. Karkoli, v čemer se bo najdlo, v čemer bo ona vesela, srečna, to je to. Tako sploh nobenih pričakovanj nimam, res. No, zelo lepo si to povedal. Jaz bi se ti zahvalila za današnji obisk, za vse, kar si delil z nami. Upam, da se vidimo še ob kakšnih novih projektih. Definitivno. Na koliko časa pa povabite goste, rečemo, zdaj sem bil, čez koliko časa sem lahko spet? Lahko se čez pol leta zmeti. Pol leta? Super. Hvala. Da bom imel najbrž že 100. ponovitev svoje predstave. No, vidiš. Ne bo še 70, ampak bo pa 100. ponovitev. Hvala za obisk. In hvala vam, da ste bili z nami.